Dober dan in lepo pozdravljeni na Evropskem akademskem forumu. Moje ime je Katarina Vatovec in sem predavateljica na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za državne in evropske študije na Novi univerzi. Vesela sem, da ste se odzvali v lepem številu. Zakaj? V bistvu so vsaj dva razloga. Eden razlog je, da ta forum poteka v času, ko se študijsko leto končuje. Torej, so vsi v pričakovanju novega študijskega leta in se mi zdi lepo, da ste vseeno našli čas in se nam pridružili. Drug razlog je pa tudi zato, ker odpiramo, se mi zdi, pomembno vprašanje, o katerem moramo pravzaprav veliko bolj govoriti, se mi zdi, v družbi, kot govorimo danes. Forum nosi naslov Pluralizem in enakopravnost v Evropski uniji in je organiziran v sklopu, tako kot vsi predhodni forumi, v sklopu Jean Monnet katedre, ki jo vodi nosilec, profesor dr. Matej Avbelj, in je posvečena pluralizmu v Evropski uniji. In danes v kontekstu tega pluralizma razpravljamo o načelu enakega plačila za enako delo. Zdaj, forum je, mislim, da so napisali 15. že po vrsti v enem letu, če številke ne lažejo. Mogoče bomo danes po koncu razprave upali, da številke lažejo, če bomo videli, da so te zaskrbljujoče. O temi, o kateri se bomo pogovarjali. To bomo videli v nadaljevanju. Zdaj, če ste bili z mano konec marca v letošnjem letu, potem veste, da sem takrat obljubila, da se bomo teme o enakopravnosti spolov, o uravnoteženosti, če hočete, uravnoteženosti družbe. Pluralna družba je samo taka, kjer je udejanjena enakopravnost spolov in enakopravnost in enakost nekako hodita z roko v roki. Skratka, enakopravnost je v splošnem interesu pluralistične družbe. Da se bomo s temi vprašanji ukvarjali tudi v prihodnje. In danes je, kot rečeno, forum namenjen temu, s tem, da pristopamo na mogoče malce ožje področje trga dela. Vesela sem, da ste se na moje vabilo odzvali dve spoštovani kolegici, ki jo uvodoma lepo pozdravljam, tudi na kratko predstavim. Andreja Poje je magistrica ekonomskih znanosti, makroekonomistka, raziskovalka in v bistvu, če smem dodati, zelo primerna za današnjo razpravo. Ne samo zato, ker se v svojem delu osredotoča na trg dela, na plačne razlike med spoloma, dohodkovno neenakost in podobne teme in je tudi članica neke tuje širše raziskovalne mreže COIN, mogoče bo o tem kaj tudi sama povedala, sodeluje tudi pri raziskavah Centra za proučevanje organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede, ampak ker je blizu, upam, Andreja, da ne povem preveč ali pa napovedujem, blizu zaključku svojega doktorskega študija, ki poteka tudi na to temo, o kateri danes govorimo. In ta študij zaključuje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Nano Veber, študentje Evropske pravne fakultete, dobro poznajo, zato ker je izredna profesorica za civilno in gospodarsko pravo in je doktorica pravnih znanosti. Zdaj, zakaj želim to makroekonomistka, doktorica pravnih znanosti posebej poudarjati, te različne znanosti, zato ker se mi zdi, da je temu načelo enakega plačila za enako delo pravzaprav potrebno nasloviti širše. Ne samo ozko pravno, ozko ekonomsko, ker gre dejansko za neko interdisciplinarno načelo oziroma temo kot tako in jo tako treba tudi obravnavati. Vem, da prisotni veste, da lahko sodelujete v tej razpravi tako, da zastavite vprašanja, napišite jih lahko spodaj v klepetalnico in zdaj rečem v imenu vseh treh, da bomo vesele vaših vprašanj. Forum pa poteka tako, da bomo najprej naslovile pravni vidik, začele bomo z nekim krajšim okvirom Evropske unije, nadaljevale s tistim, kar nas verjetno malce bolj zanima, slovensko pravno ureditvijo, potem bomo pa iz tega pravnega okvira, da bomo res interdisciplinarno pristopili k temi, naslovili širša ekonomska, družbeno-politična vprašanja o načelu enakega plačila za enako delo.
Zdaj, treba je povedati, sploh ker smo sogovornice 3 dame, da se načelo enakega plačila za enako delo seveda enakopravno naslavlja na oba spola. To pomeni, da tudi če bi moški kolega se znašel v precepu in bi dobil mogoče neke dokaze ali dejstva, da bi kazala na to, da je v položaju, ko je njegova ženska kolegica plačana za enako delo več, tudi za njega velja to načelo, ne, da ne bomo zdaj nekako potencirale samo to žensko plat, ampak hkrati pa treba povedati, da se zdi, bomo videli, če številke oziroma raziskave, ki jih Andreja je upravlja, tudi to kažejo, da je nekakšno odstop predvsem v smeri, predvsem tega načela na ženski strani in da so potem ženske tiste, ki mogoče pogosteje naslovijo to vprašanje tudi v okviru sodnih sporov z utemeljitvijo, da je to načelo kršeno v njihovem primeru. Zdaj, jaz sem, kot vidite, bom takole naredila, čakajte, da premaknem. Upam, da vidite ekran. Izbrala, pa moram najprej povedati, zakaj sem to izbrala. Tisto rumeno počrtano je ključno, zelo ilustrativno, zato ker sem pred nekaj, ne vem, tednom, 2 naletela na eno revijo, slovensko revijo, ki je dana ob časnikih, ki jih dobiš, v kateri je bil intervju z hollywoodsko igralko, kjer se je pritoževala oziroma pojasnjevala, kako obstaja ena velika plačna vrzel med plačili igralcev in igralk v Hollywoodu. Kot rečeno, če preberete rumeni del, boste videli, da je bila zelo nazorna, zelo jasno povedala, kaj si o tem misli. Zdaj lahko rečete, zakaj govorimo o Hollywoodu, kjer so plače zelo visoke. Veliki zneski. Slajd, prosim. Kako pa? Kako misliš? Zdaj še vedno na prvem slajdu, veš, praviš rumeno. Jaz sem pri sebi pa že na drugem. A ga vidite? Hvala, Nana. Ne vidite? Joj, potem pa veliko zamujate. Čakajte, zdaj pa ne vem, jaz tukaj vse vidim, kot da teče normalno. Je to vidite prvi slajd? Prvega, ja. Kaj pa zdaj? Ne. Čakajte, dajmo še en. Kaj pa zdaj? Ja. Ja, potem bom pa tako imela, ne moram imeti očitno po celem ekranu in se vsem opravičujem, upam, da je še vedno dovolj vidno, da si preberete, no, da ne bom zdaj sem že vse povedala. Skratka, da smo nekje v Hollywoodu, kjer mogoče zdaj govorimo o nekih zneskih, ki niso primerljivi v tem, kar danes želimo povedati, niti so Združene države Amerike zelo oddaljene od nas. Lahko kdo reče, torej, zakaj govorimo o tem. Jaz sem, kot rečeno, na to slučajno naletela, pa sem pri tem ugotovila tudi, da veliko lažje verjetno lahko neka hollywoodska igralka pride v medije in se sklicuje na to, kako ni dovolj oziroma enako plačana kot njen moški kolega za neko vlogo v filmu in obe sta glavni vlogi, kot marsikateri drugi poklic, ki medijev, da tako rečem, ne doseže. To je bil ta namen. In da vidimo, da je temu podobno tudi v okviru Evropske unije. Bom kasneje sicer omenila en primer, kjer je bila posredi družba Tesco. Vem, da imamo Brexit, ampak ta primer se je vseeno kljub temu odvijal še pred sodiščem Evropske unije. In da preidemo zdaj malce bližje nam, v našo situacijo. Evropska komisija je v strategiji za enakost spolov, leta 2020 je to bilo, se pravi, so podatki iz tega leta oziroma še malo pred tem omenjenim letom, povedala, da je spolna razlika v plačilih v Evropski uniji 15,7% in da je spolna razlika v pokojninah v Evropski uniji približno 30%. Ta v pokojninah se seveda veže na plačno vrzel med spoloma za časa dela, ker imajo posledično potem lahko ženske tudi nižje pokojnine. Skratka, so to upoštevni podatki, ki veljajo tudi za naš prostor in ki na nek način utemeljujejo, zakaj se je treba o tem pogovarjati, predvsem pa tudi, da je treba o tem kaj spremeniti. Zdaj, če se vrnemo, to se mi zdi zanimivo pri načelu enakega plačila za enako delo med obema spoloma, če se vrnemo
na kratko, na sam začetek, ko je prišlo do podpisa, to je bilo 57. leta, se pravi 1957, rimske pogodbe, ki je potem vodila k vzpostavitvi Evropske gospodarske skupnosti. In vemo, študentje to vedo, skozi ponavljamo to na predavanjih, da je takrat prednjačila predvsem neka želja po gospodarskem okrevanju Evrope. Neka delovna, socialna dimenzija nista bili prisotni. Ključno je bilo, kako spraviti v gospodarski pogon evropske države, v gospodarsko sodelovanje, razviti in realizirati v končni fazi to idejo skupnega trga, ki bo znal nagovoriti neko širšo skupnost in preseči nek, jaz bi rekla, tak zelo ozkogleden, omejen gospodarski nacionalizem. Politike, ki so prišle v ospredje takrat, so bile usmerjene v to, kako v čim večji meri prispevati k gradnji skupnega trga. O socialni politiki, o delovnih razmerah in podobnem, to ni prednjačilo. Ampak kako se je potem znašel 119. člen, vidite, kaj je v njem napisano in ne stopa znatno od tega, kar je danes napisano v veljavni pogodbi o delovanju Evropske unije, kako se je potem tak člen našel v tako zelo gospodarsko usmerjeni Evropski gospodarski skupnosti. Francija je bila tista gonilna sila. Francija je imela svoje razloge. Imela je podobno načelo napisano v svoji ustavi. Jaz sem brala literaturo na to temo, se ne spoznam na to področje najbolj, ampak zapisano je tudi, da je sploh prišlo do zapisa tega načela v francosko ureditev, pripomoglo tudi nek položaj, neka vloga, ki so jo ženske igrale v odporniškem gibanju in ni bila zanemarljiva. Tako da so bili, več razlogov je bilo, zakaj je Francija takrat to naredila, ampak potem, ko je imela to v svoji ureditvi, je želela, da je to načelo vpisano tudi v primarni zakonodaji Evropske unije oziroma takrat v rimski pogodbi. Zdi se mi pomembno, da je zapisano, da vidite, da je neka prva faza, v kateri naj bi vse države članice zagotovile, potem pa ohranile uporabo tega načela in od njega seveda več ne odstopile. Zdaj, mogoče povem še to, da je bil ključni razlog, ne glede na pomembno vlogo žensk, pa vendarle verjetno gospodarski. Francija se je bala, ko bo ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, da bi njena podjetja, zato ker tega načela, ki ga vidite napisanega, druge države, članice, pogodbenice, niso imele zapisane v svoji ureditvi, da bi njena podjetja bila v slabšem, konkurenčno slabšem položaju v primerjavi s podjetjem, ki so lahko, bi rekla, znižala plačilo za delovno silo. Tudi za žensko, predvsem za žensko delovno silo. Tako da je več razlogov, ampak bi rekla, da prednjačijo sigurno te z vidika gospodarstva in konkurence. In zdaj, če naredimo en hiter preskok v današnje stanje, 157. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki sicer malce nadgradi, ampak v tem prvem odstavku ohranja ta smisel, da gre za uporabo načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske. Jaz na slajdih nimam listine, pa jo moram vseeno na kratko omeniti, zaradi tega, ker tudi listina je primarna zakonodaja Evropske unije, je zelo pomembna in tudi sama govori o tem, da se mora enakost žensk in moških zagotoviti na vseh področjih. To pomeni vključno s področjem zaposlovanja, dela in plačilom za delo. Potem imamo pa seveda še vrsto nekih, bi rekla, določb, ki so povezane z diskriminacijo oziroma ne z diskriminacijo, ampak bojem proti diskriminaciji, tudi na podlagi te osebne okoliščine. To je tudi pomembno. Od takrat naprej je bila, se pravi, v Evropski uniji sprejeta razvejana zakonodaja, ne nazadnje tudi direktiva, ki jo bomo danes še omenili, o krepitvi načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti. Ampak kot rečeno, to malce kasneje. Zdaj bi po tem krajšem evropskem, če smem reči, uvodu, prišli na slovensko ureditev. Se mi zdi pomembno, da vidimo, direktiva, ki sem jo omenila, je začela veljati pred nekaj meseci in ima 3-letni rok, da stopi v veljavo. Se mi zdi pomembno, da vidimo, kaj pa imamo v slovenski ureditvi
danes, kar se nanaša na načelo enakega plačila za enako delo, oziroma kaj lahko glede tega rečemo. In prosim Nano, če pove nekaj ravno o tem, kar sem povedala. Prosim. Hvala lepa za besedo, Katarina. Zdaj, pravica do enakega plačila za enako delo, slišite me zdaj v redu? Vse okej? Okej, sem preverim. Ja, je urejena splošno v nacionalnih zakonodajah, seveda tudi slovenski, ki bi naj sledile absolutno mednarodnim aktom in pravo EU. In čeprav se to je tako, več bo tudi še Katarina kasneje povedala, kako je z EU, še vedno to ni dovolj, da bi bila praksa enotna, oziroma da bi to pomenilo uveljavitev enakega plačila za enako delo v praksi. Zdaj, dejansko je to pravni standard in v Sloveniji začnemo mogoče, če gremo čisto na kratko skozi pravne okvirje. Že 14. člen Ustave Republike Slovenije pravi, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na osebne okoliščine, ki so primeroma naštete, recimo rasa, spol, jezik, vera in tako naprej. Tako da dejstvo, da so vsi pred zakonom enaki, pa izhaja še iz ostalih zakonov, ki so se na podlagi 14. člena Ustave naknadno potem dodatno razvejali. Konkretno zakon o enakih možnostih žensk in moških je tisti, ki zelo podobno določa skupne temelje za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti tako žensk in moških, seveda na različnih področjih družbenega življenja, ne le na področju plačil. In tam recimo imamo že uvodoma v 4. členu določeno enakost spolov in kaj je definicija te enakosti spolov je, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih, tako javnega kot zasebnega življenja, da imajo enak položaj in enake možnosti za uživanje vseh pravic ter za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. Tako da ta določba je zelo zanimiva, ker je širša, seveda se nanaša samo na plačilo, ampak kot sem že prej omenila, gre za različna področja družbenega življenja. In na splošno, če zdaj pa pogledam zaposlitvene pogoje in pogoje dela, ki so ponavadi najbolj aktualni za posameznika, vključno z plačo, imamo pa urejeno v zakonu o varstvu pred diskriminacijo, konkretno v 2. členu, ki pravi, da zakon zavezuje dejansko vse, zavezuje državne organe, lokalne skupnosti, nosilce javnih pooblastil, tako fizične kot pravne osebe, in povsod, kjerkoli delujejo navedeni, morajo dejansko zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavati vse osebe, med njimi je pa našteto tudi več področij, pa mogoče za naš forum danes pomembno, z zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, ki vključuje seveda tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi, pa tudi plače. Zdaj ostalo ni tako zelo pomembno, ampak to je zdaj pač tale kratek okvir. Kaj pa je enako obravnavanje? To je tisto, kar se lahko vprašamo. Enako obravnavanje je seveda v več zakonih urejeno, že ta zakon o varstvu pred diskriminacijo, podobno kot zakon o delovnih razmerjih, ki je krovni na področju plač in zaposlovanja, pomeni dejansko, da nimamo neke neposredne in posredne diskriminacije na podlagi katerekoli od osebne okoliščine. In zdaj to enako obravnavanje, neenako obravnavanje je povezano zelo z neposredno pa posredno diskriminacijo. In če to zdaj zelo poenostavim, da ne bi šla zdaj citirati zakonskih določb, ker se mi ne zdi smiselno, neposredno sem diskriminirana, če bi recimo mene zdaj nekdo zato, ker sem ženska, ne bi smela imeti enakih pravic kot recimo moški, da je to direktna neposredna diskriminacija, ki pa bi bila seveda lahko v določenih primerih upravičena. Recimo, jaz ne morem opravljati težkih del, ne morem dvigovati recimo 50-kilogramskih žakljev, v tem primeru, če bi se delodajalec odločil zaposliti moškega, seveda jaz nisem diskriminirana, ker ne izpolnjujem pogojev za opravljanje dela. Zdaj, posredna diskriminacija pa je takrat, kadar se nekako pride do takšne navidezno nevtralne določbe. Navidezno nevtralne
ampak še vedno sproži, da je nekdo v manj ugodnem položaju. Če dam recimo primer stevardes, mogoče vam je že znan, ko se je tudi že pred sodiščem Evropske unije obravnaval, mogoče si bi se kdo zdaj vključil še od poslušalcev, kaj vi menite, kako je recimo s tem oglasom za zaposlitev. Iščemo žensko nad 1,70 centimetrov, staro do 30 let za opravljanje poklica stevardese v naši letalski družbi. Kaj je zdaj to? Je to diskriminatorno? Je to možno? Mislim, možno je tako vse, a je to legitimno, a je to pravilno, lahko takšno tole naredi delodajalec, takšen oglas, ali je to nezakonita diskriminacija, kaj menite? To je zdaj poziv študentom, ki nas spremljajo, ne, da se odzovejo, ampak če se ne bojo odzvali, ne, ker bomo videli, ne, bo na tebe čakal odgovor. Seveda. Saj veste, ni napačnih pa nenapačnih odgovorov, ker če smo prišli tukaj, da je o tem moralo odločati sodišče Evropske unije, pomeni, da je pred tem odločilo že kar veliko sodišča, ne, predno pridemo do tja. Ja, okej, pa sem zdaj nekaj rešila, ne. Torej, situacija je bila takšna, tu je sodišče Evropske unije reklo, da je tole možno in da je pravilno. Zakaj? Čisto vsak je brezvezen, mogoče je brezvezen za nekoga, ko gleda to iz nekega praktičnega vidika, ampak dejansko človek, ki je manjši od 1,70 m, v tej letalski družbi ni mogel odpreti pokrova za kovčke. Zaradi tega se je iskalo žensko nad 170 centimetrov. Drugi problem je bila seveda starostna omejitev do 30 let. Tukaj mislim, da ni sporno, da je bilo to diskriminatorno, ker ne moremo na tak način. Moralo bi biti točno utemeljeno, zdaj zakaj je 30 let tista pomembna starostna razlika, in to je zelo, zelo težko v praksi utemeljiti, zakaj pa so mlajši toliko boljši. Tu smo zelo na takih mejah. Ampak višina, to bi še pa nekako šlo, seveda, če so tako, kot sem prej omenila, tiste 50-kilogramske žaklje, enako lahko to primerjamo, ne, z tem. Tako da zdaj, če pa še samo na kratko povem še glede zakona o delovnih razmerjih, ki potem enako govori o neposredni in posredni diskriminaciji, ko si to bolj natančno preberete, to so uvodni člen, 6. člen, imamo pa posebej določeno enako plačilo moških in žensk, konkretno v 133. členu, in o tem se bomo v drugem delu zdaj bolj pogovarjali, kako to praktično, ne, kaj to pomeni. Ker kaj pravi ta določba? Ta določba pravi, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti. To je zelo pomembno, ne? Ni samo enako delo, ampak je delo enake vrednosti, in sem spet pri tem pravnem standardu, je dolžan izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol. In posebej zakon določa, da kadarkoli bi prišlo do podpisa pogodbe o zaposlitvi, ki je pa morebiti v nasprotju s tem členom, to ni zakonito. Torej, takšna določila pogodbe so neveljavne. Dostikrat se namreč zgodi, da bi delodajalec v pogodbi o zaposlitvi, v kakšen splošni akt ali kaj podobnega skušal narediti drugače, kot je v zakonu. In se bi potem skliceval, saj je delavec prostovoljno pristal na drugače, kot je v zakonu urejen. Ampak ta določba je kogentna, to pomeni, da je ni mogoče izigrati na noben način, in v primeru, da bi delavec podpisal karkoli takega, bi bila ta določba neveljavna. Seveda bi moral vložiti tožbo, da bi se neveljavnost ugotovila, ne, ampak zakon torej varuje absolutno enako plačilo pred enakim delom. In pa seveda imamo še potem tukaj več različnih določb, o katerih mogoče malenkost več kasneje v okviru same prakse, ampak dejansko čisto osnova teh določb, zakaj sem sploh govorila, zato, ker če kdorkoli meni, da je diskriminiran pri plačilu, bo imel pravico na podlagi navedenih določb zahtevati izplačilo razlike do višjega plačila, ki bi pač pripadalo glede na opravljeno delo. In še to, v spori glede diskriminacije je zelo pomembno, da velja pravilo o obrnenem dokaznem bremenu. Na kratko to pomeni, jaz trdim, da sem žrtev diskriminacije, zato imam nižjo plačo, recimo, ker sem ženska. To pomeni, da se v tem trenutku prevali na delodajalca dokazno breme, ki bo moral dokazati, da on ni diskriminiral. Zakaj je to pomembno? Zato, ker splošen postopek na sodišču je tak, če jaz tožim na nekaj, moram jaz to dokazati,
In noben ne rabi dokazovati drugega, ker sodišče bo sprejelo tožbo oziroma bo odločilo, da na podlagi tožbe, ki jo jaz vlagam, ne. In se ne rabi nekdo braniti pred tem. Medtem ko pa v teh primerih mora delodajalec izkazati, da me ni diskriminiral. Tako da to je zdaj zelo na kratko, pa bi kar predala besedo naprej, da bomo šli potem na konkretne, bolj zanimive primere. Najlepša hvala, Nana. Ja, zdaj bomo šli iz tega pravnega dela, se bo, upam, vse potem lepo povezalo v neko celoto, v odpiranje drugih, smo rekli, ekonomsko, socialnih, širše družboslovnih vidikov, ki bomo videli, pomenijo uveljavitev načela v praksi ali dokaz, da obstajajo plačne vrzeli. Prosim, Andreja. Ja, najlepša hvala za besedo, tudi najlepša hvala za povabilo na forum. Zdaj bom začela, bom delila moj zaslon. Ali vidite? Vidimo. Tako. Spregovorila bom o enakem plačilu za enako delo ali delo enake vrednosti v praksi. Najprej bom pokazala na kratko položaj žensk in moških na slovenskem trgu dela in pa podatkov o plačni vrzeli med spoloma, ter kaj so pokazale raziskave. Zdaj, kot je bilo že povedano, ne, je ta pravica do enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti že splošno sprejet mednarodni standard, eno temeljnih načel Evropske unije. Pravno je zagotovljeno že več kot 70 let. Zelo se mi zdi zanimivo, ko gledamo zgodovino Slovenije, recimo, da smo že mi mnogo pred Evropsko unijo, a ne, v svoji ustavi Ljudske republike Slovenije 47. leta že zapisali, da so ženske enakopravne z moškimi na vseh področjih državnega, gospodarskega, družbeno-političnega življenja in da imamo za enako delo pravico do enakega plačila kakor moški. Takrat je bila glavna in ključna naloga države zaščita interesa matere in otroka z ustanavljanjem vrtcev in ostalih podpornih ustanov, kot zagotavljanje plačanega dopusta za matere pred rojstvom otroka in po rojstvu, kar v bistvu je še danes prednost za vse ženske, a ne, ker imamo dobro organizirano institucionalno varstvo. Zdaj, kaj je ključni problem glede te pravice do enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti, je uresničevanje v praksi. To načelo se v praksi ne uresničuje in recimo ocena Mednarodne organizacije dela iz leta 2016 kaže, da bo ob sedanjih trendih potrebno za popolno zaprtje plačne vrzeli več kot 70 let. V primeru določenih držav tudi recimo več kot 100 let ali 300 let, kot je videti na samem slajdu. Dejstvo je to, da posamezniki, posameznice, ki imamo različne lastnosti, a ne, spol, rasa, religija, starost, politično prepričanje, imamo v praksi različne priložnosti na trgu delovne sile, in kaže se, da ta formalna enakopravnost ob neenakih pogojih ni dovolj. In tak ključni kazalnik za oceno spolnih neenakosti na trgu dela in dosežen napredek je plačna vrzel med spoloma, ki meri razliko v plačah moških in žensk kot delež plače moških in lahko se nanaša seveda na urne, mesečne, letna plačila med spoloma, letna naročila med spoloma. Pomembno je poudariti, da plačna vrzel obstaja prav v vseh državah, v katerih jo merijo, in da se zelo počasi zmanjšuje v času. Za samo razumevanje plačne vrzeli med spoloma in kaj jo povzroča v Sloveniji, je zelo pomemben prikaz položaja žensk in moških na trgu dela. Ena izmed ključnih teorij, s kateri so tudi znanstveniki, raziskovalci poskušali pojasniti plačno vrzel med spoloma, je teorija človeškega kapitala, v skladu s katero so razlike v plačah med spoloma posledica razlik v pridobljenem izkušnjah, pridobljeni izobrazbi, kar se odraža v produktivnosti in posledično seveda tudi v plačah. In zaradi te tradicionalne delitve dela znotraj družine, a ne bi ženske v bistvu investirale manj v svoj človeški kapital, bile zaposlene s skrajšanim delovnim časom, se zaposlovale v tistih sektorjih, ki ne kaznujejo toliko odsotnosti oziroma prekinitve zaposlitve.
Zdaj, v zadnjih 80 letih smo ženske naredile ogromen korak naprej, tako glede vključenosti na trg dela, tako glede pridobivanja formalne izobrazbe, kar pa Goldin imenuje tiha revolucija. In tudi vse raziskave kažejo, da tudi če upoštevamo vse te individualne lastnosti, kot so izkušnje, izobrazba teh posameznikov, posameznic, še vedno ostaja del plačne vrzeli nepojasnen in je lahko posledica diskriminacije na trgu dela. Če se dotaknemo same Slovenije, za Slovenijo je značilna visoka stopnja zaposlenosti žensk. Mi smo večinoma zaposlene za polni delovni čas in podatki Eurostata recimo kažejo, da smo v letu 2022 je bila stopnja zaposlenosti za ženske 74,3%, kar je bilo nad povprečjem za ženske v Evropski uniji, katere stopnja zaposlenosti je bila 69,3% in pod povprečjem moške stopnje zaposlenosti, slovenske moške zaposlenosti. Zdaj, sama prisotnost otrok in njihovo število seveda močno vpliva na to, ali bodo ženske ostale zaposlitve ali ne, in kot rečeno, je za Slovenijo, sreča za nas je ta, da ostajamo tudi po rojstvu otroka še vedno na trgu dela, zaradi dobre zakonodaje, ki ureja materinski, očetovski, starševski dopust, imamo dobro delujoč sistem formalnih ustanov predšolske vzgoje in smo v bistvu med državami z najvišjo stopnjo vključenosti otrok v sistem formalnega predšolskega izobraževanja za otroke do 3 let. Tako ženske ostajamo na trgu dela, ohranjamo povezanost z delodajalcem in ohranjamo človeški kapital, pridobljena znanja in izkušnje na trgu dela. Izredno pomembno je tudi to, recimo, da samo v 7 državah Evropske unije imajo ženske z otroci višjo ali enako stopnjo zaposlenosti kot ženske brez otrok, in med temi je tudi Slovenija. V Sloveniji je stopnja zaposlenosti žensk z otroki znašala 87%, žensk brez otrok pa 85%, ob tem, ko recimo očetje, moški z otroki so zaposleni v 95%, moški brez otrok pa 87%. Torej, stopnja zaposlenosti žensk z otroki je enaka stopnji zaposlenosti moških brez otrok, kar pomeni, da je to zelo pozitivno vpliva na trg dela in v bistvu tudi na dohodke žensk. Če gledamo glede delovnega časa, ugotovimo, da smo večinoma zaposleni za polni delovni čas, vendar pa statistika vseeno nakazuje na to, da v povprečju moški delajo več ur in da tudi bolj pogosto delajo v neugodnem delovnem času, kar seveda prinaša višje dodatke. Skrajšan delovni čas se predvideva, da vpliva tudi na neenakost v plačilih, vendar pa lahko ugotovimo, da je za Slovenijo ni tako prisoten. Če je recimo delo s skrajšanim delovnim časom v Evropski uniji opravljalo 17,4% zaposlenih, je ta delež v Sloveniji zgolj 8,5%. Tudi razlog, zakaj se ljudje odločajo za delo s skrajšanim delovnim časom, je različen, če gledamo povprečje EU in če gledamo Slovenijo. V Sloveniji ženske in moški najpogosteje delajo krajši delovni čas zaradi bolezni, lastne bolezni ali invalidnosti, zaradi drugih razlogov izobraževanja ter skrbi za odrasle otroke ali invalide. V EU pa ženske večinoma delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi skrbi za otroke in vzdrževanja družinske člane. Moški pa po drugi strani zato, ker niso uspeli dobiti zaposlitve za polni delovni čas. Tudi če gledamo zaposlene, ki so neprostovoljno zaposleni krajši delovni čas, ugotovimo, da je v Sloveniji delež teh 10%, v vseh, ki delajo s krajšim delovnim časom, v Evropski uniji pa 24%. Ob tem pa, da je neprostovoljno zaposlenih s krajšim delovnim časom v Sloveniji več žensk, na ravni Evropske unije pa več moških. Zelo pomembno pri proučevanju same plačne vrzeli je tudi recimo sektor zaposlitve. Kot vemo, so v javnem sektorju v povprečju plače višje kot v zasebnem sektorju v Sloveniji, ob tem, da se ženske večinoma zaposlujejo v javnem sektorju. Torej, kar 63% med zaposlenimi je v javnem sektorju, 63% žensk in 37% moških. V zasebnem sektorju pa je razmerje prav obratno. V zasebnem sektorju je zaposlenih 38% žensk in 62% moških.
in ženske prejemajo nižje povprečne plače kot moški v obeh sektorjih, ne glede na to, da imajo višje stopnje dosežene izobrazbe. Kot rečeno, so ženske v povprečju bolje izobražene od moških v Sloveniji, in če ima 63% moških v Sloveniji dokončano srednješolsko izobrazbo, jih ima zgolj 27% dokončano višješolsko oziroma visokošolsko. Po drugi strani pa skoraj polovica žensk dokončala višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo in 45% srednješolsko. Tako da tudi ta kazalnik gre v korist žensk. Če gledamo samo segregacijo na slovenskem trgu delovne sile, ugotovimo, da je tako horizontalno kot vertikalno segregiran. Analize kažejo, da samo 19% zaposlenih v Sloveniji dela v organizacijah, kjer je delež moških in žensk enak. Večina jih dela v organizacijah, kjer je delovna sila bodisi feminizirana ali maskulinizirana. In vertikalna segregacija je prav tako prisotna v vseh sektorjih, vseh poklicih, in moški zasedajo najvišje položaje z višjim plačilom in statusom, in to tudi v tistih dejavnostih, v katerih prevladujejo ženske. Moški napredujejo hitreje in na bolje plačana delovna mesta kot ženske, kar je potrdila tudi moja zadnja raziskava. Zdaj, glede same diskriminacije, nekaj je bilo že povedano. Plačna vrzel je lahko posledica diskriminacije, ker je pač postala manj družbeno sprejemljiva, je manj očitna, bolj subtilna. Obstaja mnogo različnih razlag diskriminacije na trgu delovne sile, katerih se danes ne bom dotikala. Če gledamo samo delovno mesto, pa lahko pride do diskriminacije že pri zaposlovanju, pri napredovanju, pri določanju plače, pri ugodnosti, pri vrednotenju delovnih mest, pri vrednotenju recimo dodatkov za opravljeno delo in drugje. Če gledamo samo plačno vrzel v Evropski uniji in Sloveniji, ugotovimo, da obstajajo med državami članicami Evropske unije glede te neprilagojene plačne vrzeli velike razlike. Recimo v letu 2021 je bila zabeležena najmanjša plačna vrzel v Luksemburgu, kjer so ženske prejemale za malenkost višje plače v povprečju kot moški. Potem sledijo Romunija, Slovenija, Poljska, Belgija in Italija. Na drugi strani imamo pa Estonijo, kjer je plačna vrzel znašala 20,5%, v Avstriji 18,8%, v Nemčiji 17,6%, povprečje v EU pa 12,7%, in to po zadnjih podatkih Eurostata za leto 2021. Opozoriti je treba, da je to neprilagojena plačna vrzel, in ta plačna vrzel dejansko ne upošteva nekih nacionalnih razlik v posameznih merljivih značilnosti zaposlenih moških in žensk, ki bi pač lahko tudi pojasnili del teh razlik in daje zgolj neko splošno sliko. Če recimo ponazorim za Italijo. V Italiji so plačne vrzeli vedno nizke, zaradi tega, ker je zaposlenih malo žensk, vendar pa so te visoko izobražene in zasedajo dobra delovna mesta, dobro plačana delovna mesta, in seveda, če naredimo povprečje vseh moških, vseh žensk, je to potem se odrazi v nizki plačni vrzeli. Glede same Slovenije lahko ugotovimo, da kažeta tako statistični urad kot Eurostat relativno nizke ravni te neprilagojene plačne vrzeli med spoloma, ki pa ob tem, da se recimo v Sloveniji plačna vrzel med vsemi državami Evropske unije v obdobju 2009 do 2018 najbolj in najhitreje povečala, potem pa se je ponovno zmanjšala v času covida, seveda ne zaradi kakšnih sprejetih politik ali kakšnega delovanja države, vendar zaradi spremembe na trgu dela. Opozoriti tudi velja, da te nizke ravni neprilagojene plačne vrzeli med spoloma prikrivajo večje razlike na ravni sektorjev in delovnih mest. Kot sem prej rekla, ženske so bolj izobražene, ženske so večinoma zaposlene v javnem sektorju, ki izplačuje višje plače, kar seveda vpliva na povprečje, če primerjamo vse moške in vse ženske v Sloveniji. Če se še naprej dotaknemo teh podatkov o neprilagojeni plačni vrzeli, ugotovimo, da je višja za mlade, novozaposlene, da se zmanjšuje potem s starostjo, najvišje v skupinah 25 do 34 in 35 do 44 let. Višja je v javnem kot v zasebnem sektorju
In to ne glede na to, da večina ljudi v Sloveniji meni, da v javnem sektorju plačna vrzel ne obstaja in da je ni. Največje razlike so prav prisotne med najbolj izobraženimi, med tistimi, ki imajo najbolj zahtevna delovna mesta. Torej, najbolj izobražene ženske z največjimi dohodki se soočamo z največjimi razlikami v plačilu med spoloma. Tako da tudi Hollywood ni potem tako presenetljiv, ne? Ugotavljamo tudi, da so plačila nižja v tistih poklicih sektorjih, v katerih prevladujejo ženske, čeprav je to potrebno znanje, veščine so podobne kot v tistih poklicih, kjer pač prevladujejo moški. In kar je res zanimivo, je to, da je recimo plačna vrzel največja v tistih najbolj feminiziranih dejavnostih, recimo v finančnih zavarovalniških dejavnosti je znašala 25%, ob tem je delež žensk v tem sektorju 62%, zdravstveno-socialno varstvo je plačna vrzel 20,4%, delež žensk je 80%, javna uprava, obramba, obvezna socialna varnost pa 16%, ob tem, da je v tem sektorju pač delež žensk 55%. Razlike seveda izhajajo iz vertikalne segregacije znotraj teh sektorjev. Moški zasedajo bolje plačana, bolje vrednotena delovna mesta, kar je zelo recimo jasno razvidno v zdravstvenem, socialnem varstvu, tudi v teh finančnih zavarovalniških dejavnostih. Po drugi strani, če pogledamo te analize in podatke, ki pa so uporabili in upoštevali tudi razlike glede na izkušnje, pridobljeno izobrazbo med moškimi in ženskami, in to na podlagi povezanih longitudinalnih mikropodatkov, ko smo uparili tako podatke med zaposlenimi in delodajalci, smo pa ugotovili v svojih analizah, da prihaja do velikih razlik med spoloma, tudi na samih delovnih mestih. Recimo, če je v teh skandinavskih državah, če je v Ameriki značilno, da ko primerjamo vse moške, vse ženske, je plačna vrzel velika, ko pa primerjamo ženske in moške, ki delajo v istem podjetju za istega delodajalca, pa so plačne vrzeli od 1 do 5%. Za Slovenijo se je izkazalo, da ko primerjamo vse moške in ženske na ravni populacije, ob isti izobrazbi in izkušnjah so razlike 20%, ko pa primerjamo na istem delovnem mestu za istega delodajalca, pa so razlike 14%. In glede na pač mojo diskusijo prej o položaju žensk in moških na trgu dela, se je izkazalo, da razvrščanje v poklice podjetja prispeva zgolj četrtino plačne vrzeli, ker se pač bolj izobražene ženske razvrščajo bolje plačane poklice, kar seveda zamegljuje in zmanjšuje tiste razlike na nacionalni ravni in prikriva razlike na ravni delovnih mest. Pomemben vir razlik v Sloveniji so razlike na delovnih mestih. In prav ta raziskava, moja raziskava za izbrane poklice v javnem sektorju je pokazala, da so razlike v plačah na delovnih mestih prav posledica plačnih praks, prekritih ovir za napredovanje žensk, ki je povezano tudi z materinstvom, diskriminatornih praks pri ocenjevanju, nagrajevanju, s čimer se soočajo tako moški kot ženske, in delo v neugodnih pogojih. In ta raziskava je sploh ugotovila, da so ženske pogosteje v slabšem položaju, ker so več odsotne zaradi materinstva ali skrbi za vzdrževane družinske člane, kar seveda vpliva na hitrost napredovanj. In kar je zelo pomembno in je bilo že omenjeno s strani Katarine, je pa tajnost plač, in ta direktiva res je korak v pravo smer, prav tajnost plač in prepričanje, da plačne vrzeli v Sloveniji ni, da je enakost dosežena, je glavna in ključna ovira v slovenskem prostoru. Hvala. Najlepša hvala. Ne bom rekla, da sem vse to vedela, ker nisem, ampak so pa nekatere stvari, se mi zdi kar presenetile, tudi glede javne uprave, ker bi človek pričakoval, da so stvari veliko bolj transparentne, kot zdaj vidimo, da dejansko so. Ne glede na to, da je tisti graf kazal, kako smo mi kar v dobrem položaju, tisti Eurostat, glede na povprečje Evropske unije, pa nekatere države, ki so res višje, se mi zdi, da
potem to vse, kar si povedala, dati v nek kontekst, kaže malce drugačno sliko, predvsem pa tako sliko, da je treba v njej razpravljati, ne? In tudi, se pravi, bomo potem omenili še direktivo, no, se mi zdi, to je bila ta ključni razlog, ne? Saj ne bom rekla, da je zdaj v mnogočem neka blazna novost, ampak ključni razlog je bil, dajmo na preglednost plač. Potem so pa še nekateri drugi vidiki, Nana je že omenila dokazno breme in tako naprej, ampak to so potem del tega pravnega varstva, uveljavitve v sodnih postopkih in tako naprej, ki poskušajo, da izhajajo v bistvu iz tega, da če imamo pred sabo nek pregleden sistem, potem je tistemu, ki vidi, da je v tem sistemu prikrajšan, čeprav ne bi smel biti. In ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil, glede na izobrazbo, cel ta kontekst, da v bistvu ima večje možnosti, da to lahko uveljavlja, kot jih je imel sedaj, ko v bistvu ne vemo, koliko je kdo plačan, pa lahko vemo, da dela enako delo, ne, bom tako rekla, zelo posplošeno. Tako da se mi zdi, da je to krasen, no, tak prikaz. Zato sem želela prikazati recimo ustavo v Sloveniji v času Jugoslavije, ker v Sloveniji je splošno zelo uveljavljeno prepričanje, da smo enaki, da so majhne razlike med nami, da smo enaki, da je enakost dosežena, zaradi česar sploh ni treba, da bi gledali, kaj se dogaja na ravni delovnih mest za plačami. In tudi v javnem sektorju recimo sploh ne spremljajo, ni spremenljivke spola v njihovi glavni bazi, z podatki o plačah ni spola. In javni sektor ne meri plač, imajo veliko podatkov o plačah, to noben ne bo zanikal, vendar spola ni in niti ena analiza ni mogoča, to se pravi narediti na podlagi spola, da bi pogledali, kakšne so razlike po spolu v javnem sektorju. Se mi zdi, k temu, kar si rekla, tudi ta zgodovinski pregled, ne, je izhajal iz tega, da smo dejansko imeli žensko, no, jaz takrat že, ne, daleč nazaj, da smo imeli vse te vzvode, ki so poskrbele za to, kot si rekla, vrtce, otroke, skratka, ni nam bilo treba skrbeti, kar v nekaterih državah je še vedno recimo problematično, doba dopusta, ki ga dobiš ob rojstvu otroka in tako naprej, ne, veliko nižja, krajša, kot je recimo pri nas, kjer imamo nekatere, bi jaz rekla, pravice, ki jih ne smemo izpustiti iz rok, ne, da tako rečem, ampak ne smemo pa na tem zgodovinskem delu, ki je mogoče glede tega bil nekako poskusil čim bolj enakopravno gledati moške in ženske, oziroma priznavati ženskam tudi neko drugo vlogo, ki mogoče ni povezana nujno s tem, da dela, da je zaposlena, ker ima drugo delo, ki ni finančno vrednoteno, pa vendar je delo. Se mi zdi, da smo v časih, ko ni tako, ne, in vsak odstop od tega, pa ne gre samo za en majhen odstop, ampak kar za znatnejši, si zasluži, da to obravnavamo. Tako da to se mi zdi super in se zahvaljujem. Jaz bi zdaj k temu, če smem, to navezala tudi na še eno vejo oblasti, da tako rečem, ne, zdaj imamo, kako je bila ureditev, kaj izvršilna zakonodajna veja oblasti, dajmo pogledati še malo sodstvo, sodno vejo oblasti, ravno zato, ker iz teh raziskav bi rekla, da kaže, da bi lahko bilo veliko teh sodnih postopkov in nek določen del, ki bi se sigurno delovnopravno s tem tudi ukvarjal, oziroma bi to bilo videno v sodni praksi, pa bomo videli, če je temu tako, ampak predno dam besedo Nani, da pove ta, bom rekla, ugotovitve z vidika slovenske sodne prakse, bi jaz mogoče malce se vrnila k temu, k omembi, ne, Nana je omenila primer stevardese, primer Defren, ki ga študentje morajo poznati, vsaj na eni stopnji študija, ker je tisti reprezentativen primer, ki govori o tem, da tisto načelo, ki smo ga videli zapisano že v rimski pogodbi, danes se to imenuje pogodba o delovanju Evropske unije, ima tako vertikalne kot horizontalne učinke, to pomeni, da se lahko na to določbo sklicujemo pred sodišči, pred nacionalnimi sodišči, če menimo, da nam je ta
da ne prihaja oziroma da nam je kršeno to načelo enakega plačila za enako delo na podlagi spola in cela vrsta teh primerov diskriminacije zaradi osebne okoliščine spola. Se mi zdi pomembno omeniti primer Defren še iz enega drugega, mogoče malo bolj splošnega vidika. Sodišče Evropske unije, se mi zdi, da je bilo to takrat mogoče zelo ilustrativno in plastično prikazano, zelo odkrito ravno v tem primeru, in to je primer iz leta 1974, da bomo dali to v nek kontekst tudi teh let, je poudarilo, se mi zdi pomembno, ker smo rekli, kako je Evropska gospodarska skupnost gledala skozi oči povezave, skozi te gospodarske kriterije, gospodarske oči, pomembna je bila konkurenčnost podjetij in tako naprej, skupni trg, da je sodišče tukaj zelo jasno poudarilo, da ima to načelo dvojni vidik, dvojni namen, da samo en namen tega načela je ta res gospodarski. To, kar sem na začetku omenila, skratka, da podjetja, ki delujejo v državah članicah, ki priznajo, imajo zagotovljeno to načelo, niso konkurenčne, če delujejo v državah članicah, ki tega načela nimajo v svoji praksi, ki ga ignorirajo oziroma ne dajo nobenega poudarka temu načelu. To je samo en vidik. Je pa sodišče Evropske unije v tej zadevi poudarilo tudi drugi vidik, ki se mi zdi zelo pomemben, ta socialni, ko je reklo, da v bistvu Evropska gospodarska skupnost ni gospodarska, samo gospodarska unija, ampak je to načelo del nekih splošnih načel, ki so napisane že v preambuli, ki so socialni cilji, katerih namen je, da se zagotovi tudi nek socialen napredek, da se konstantno išče izboljšave v delovnih razmerah in potem posledično seveda tudi v življenjskih razmerah prebivalstva, zdaj bom rekla Evropske unije, čeprav je bilo to leta 1974. Skratka, ta dvojni namen, ne samo gospodarski, ki je pač odvisen tudi od različne socialnih zakonodaj in razvitosti posameznih držav članic, ampak tudi ta družbeno-socialni, ki je zelo pomemben. Zdaj, če se spomnite, da se še navežem še na tisto PowerPoint oziroma drsnico, ki sem jo pokazala na začetku s Teskom. To je pa zdaj ena malce novejša zadeva, ker je sodišče o tem odločilo leta 2021 in se tudi navezuje nekaj, kar je Nana poudarila, ko je rekla, ne gre samo za to, da imamo načelo enakega plačila med spoloma za enako delo, ampak tudi za delo enake vrednosti. V tem primeru Tesco Stores, zdaj Tesco, mogoče samo da povem, če kdo ne ve, to so take podjetje, britansko podjetje, ki ima trgovine, nekaj jih je imelo, ne vem, kako je Brexit na to vplival, če jih še ima tudi v nekaterih državah članicah, ampak ne veliko, predvsem je v Združenem kraljestvu prisotno. V tem primeru so, mislim, da je bilo okrog 6.000 delavk in delavcev, je tožilo podjetje in so želeli plačilo nadomestila, utemeljajoč, da jim je bilo kršeno to načelo enakega plačila za delo enake vrednosti. In konkretno, če se osredotočam samo na tiste trditve, ki so se nanašale na delavke, delavke so bile zaposlene v trgovinah in so ugotovile, da so njihovi pretežno moški, torej delavci, kolegi, ki so bili pa zaposleni v distribucijskih centrih, malce drugače plačani od njih. In so menili, da so upravičene do tega, da se primerja njihovo delo v trgovini z delom moških delavcev v teh distribucijskih centrih, ki ga sicer upravljajo torej v različnih poslovnih enotah, ne v isti poslovni enoti. To je bilo pomembno in je sodišče ravno tukaj poudarilo, da se je tudi v takem primeru seveda treba sklicevati, je dobro, da se sklicuješ, se lahko sklicuješ na načelo enakega plačila za delo enake vrednosti, zaradi tega, ker temelji primer na delu enake vrednosti, opravljajo ga delavci različnega spola, ki imajo istega delodajalca, posod je bila ta družba Tesco,
čeprav ga upravljajo v različnih poslovnih enotah tega delodajalca, ampak delodajalec je eden in način dela oziroma te pogoji, delovni pogoji, ki jih on nudi in tako naprej, so za vse na nek način enaki oziroma so jasni. To pomeni, da se je tudi v takih sporih seveda mogoče sklicevati, lahko se sklicuješ v horizontalni ravni na to določbo, čeprav ne gre za delo. Enako delo, ampak za delo enake vrednosti. In to je sodišče, mogoče se zdi smešno, leta 2021 tudi poudarilo. Smešno zato, ker govorimo o tem zdaj, v današnji dobi, ne leta 74 oziroma 76, odkoder izvira, iz časov, iz katerega izvira ta primer Defren. Kaj bi lahko ugotovili jaz rekla, pregleda slovenske prakse? Glede na to, kaj si rekla, Nana, prej bi rekla, da posebej načelo, prav to načelo, ki ga omenjamo kot tako, posebej ni izpostavljeno. Ampak so bolj te spori, ki se tičejo področja diskriminacije, tudi na podlagi spola, verjetno v zvezi s plačilom kakšne sodne prakse na tem pa je, ne? Prosim. Ja, če se lahko še mogoče malo nazaj odzovem na to, kar si ravno prej povedala, se mi je zdela super iztočnica, ker pravica do enakega plačila za delo enake vrednosti je v bistvu nadgradnja enakega plačila za enako delo. Tako da tukaj imamo potem primerjavo enake vrednosti dela. Mogoče pa zdaj že malo več pravno vprašanje, kaj je zdaj to enaka vrednost dela, kako zdaj vrednotiti dela, kako ocenjevati dela, delovna mesta, kaj so metode, kaj so kriteriji. Konec koncev lahko trenutno neka panoga doživlja večje povpraševanje po delih in je trenutno nekaj bolj vrednoteno kot pa karkoli drugega. Zdaj, če plastično predstavim, mogoče nikoli ne bo noben več hotel čistiti stranišč in podobnega, bo lahko to delo mogoče več vrednoteno kot pa delo doktorja znanosti na neki fakulteti. Tako da to odpira seveda absolutno veliko drugih vprašanj in pa mogoče pravnega vidika, kar je pomembno, je, da gre za neko objektivno vrednotenje dela. In to je tisto, kjer mora narediti sodišče to presojo. Kaj je zdaj to objektivno vrednotenje, kot izhaja iz prakse, bi naj bili pač štirje glavni taki elementi, mogoče zahtevane sposobnosti, torej kaj so to izobrazba in izkušnje delavca, kakšna je njegova odgovornost, kakšen je fizični in umski napor ter delovne razmere. To v bistvu bolj kot iz naše prakse izhaja bolj iz konvencije MOD. Zdaj, ker tako direktno povedala, ker naša sodišča niso dejansko imela, vse jaz ga nisem našla, pa sem to že dolgo časa spremljam, ni primera glede tega, da bi bilo neenako plačilo med moškimi in ženskami. In zdaj kot prvo, mogoče naj to omenim, da se verjetno si študenti to tako ali tako veste, ampak še mogoče za kakšnega drugega slušatelja, če bom kdo poslušal, pri nas imamo javno objavljene sodbe višjih sodišč in pa vrhovnega sodišča. Kar pomeni, da vse, kar se dogaja na prvi stopnji, trenutno ni javno objavljeno, tega ni možno spremljati, razen če bi nekdo to v okviru kakršnekoli raziskave in podobnega delal, ampak zdaj nisem zasledila sploh nobenih podatkov v zvezi z tem. Tako da, mogoče pa samo še to, kaj sploh je plačilo za delo, tudi že tukaj imamo problemov. Jaz sem tudi to situacijo raziskovala, zadnje čase sem se veliko ukvarjala s tem, kaj je zdaj plačilo za delo. In tudi naša praksa je drugačna od prakse sodišča Evropske unije, recimo, ker kaj je naša praksa? Plačilo za delo je plača in druge vrste plačil. In kaj zdaj sodi s tem? Recimo, naša sodna praksa včasih ne priznava vseh dodatkov ali pa vsega nadurnega dela, regresa in tako naprej. Medtem ko sodišče Evropske unije tukaj zelo jasno pove, da vse, kar ti dobiš kot plačo, kot plačilo za delo, ki je širše od plače, vse to moramo primerjati. Tako da tu je zdaj par odprtih vprašanj, ampak zdaj, če recimo grem konkretno na naše primere, se dostikrat postavlja tako vprašanje. Imamo delovno mesto, dve delovni mesti, enaki delovni mesti, zaposlena dva delavca, eden prejema 400 evrov višjo plačo. Zdaj, recimo, da ima eden od teh delavcev več delovnih izkušenj in višjo izobrazbo, a je zdaj to dovolj, da se utemelji razlika v praksi. Dostikrat bodo delavci na tej podlagi vložili tožbo in bodo rekli, jaz sem na istem delovnem mestu, oziroma na enakem delovnem mestu in želim razliko v plači.
Zdaj, poleg tega, da lahko delavec toži na razliko v plači, lahko tudi prijavi delodajalca na inšpektorat in bo seveda izrečena globa. Globe niso tako nizke, tudi do 20.000 evrov znašajo, ne glede na pravno organiziranost delodajalca. In zdaj, kaj je tukaj pomembno? Zakaj ima nek delavec na enakem delovnem mestu 400 evrov višjo plačo? Sodišče bo tukaj presojalo, ali gre za diskriminacijo, o kateri smo že prej govorila, ali ne. In seveda, naj najprej opozorim, da sodišča jasno povedo, da če ima nekdo na istem delovnem mestu različno plačo, to še seveda ni v nasprotju z načelom enakosti oziroma enakega plačila za enako delo. Saj je lahko ta razlika posledica različnih okoliščin, kot smo se prej pogovarjali na primeru Stevardes. In ena od teh okoliščin je recimo, delavec ima lahko več delovnih izkušenj, lahko ima višjo izobrazbo in tako naprej. In zato je tukaj zelo pomembno, da delodajalec opredeli kriterije za višjo plačo na istem delovnem mestu. Dostikrat imamo že kolektivne pogodbe, ki jasno določajo take minimalne standarde, recimo kolektivne pogodbe lahko določajo tarifne razrede in že v okviru tega je jasno, da bo lahko nekdo dobil višjo plačo, recimo že zaradi večjega napora na nekem mestu, ki ga uporabljajo in tako naprej. Tako da tukaj svetovati definitivno delodajalcem, da v internih aktih jasno opredelijo kriterije za plačilo za delo, da se bomo že v tej osnovi lahko izognili marsikateremu sporu. Tako da drugi tip sporov v sodni praksi, če še na to na kratko zdaj omenim, je pa to, da recimo nekdo ima pogodbo o zaposlitvi za eno delovno mesto, poleg tega pa opravlja še cel kup drugih stvari. Recimo, imamo takarco, banalen primer, ki pa še piše račune, dobavnice, skrbi za ostale administrativne stvari in dobiva enako plačo, ves čas dobiva plačo samo recimo za natakarico, čeprav je jasno, da opravlja tudi drugo delo. In torej zdaj postavlja se vprašanje, kaj bo sodišče v takem primeru naredilo, in seveda tukaj je praksa sodišč zelo jasna, postanjena, že dolgo časa, da delavcu pripada plačilo za dejansko delo, torej tisto, ki ga resnično opravlja. In če je to vrednoteno višje, z višjim plačilom, jasno bo lahko tak delavec prejel pravico, bo dobil razliko v plači. Ne bo dobil recimo dvojnega plačila, tako zanimivo, bil je en primer, ko je direktor opravljal še zraven nižje plačno delo in se je spomnil, da bo on tožil še na eno plačo. In je sodišče reklo, ne, tako pa ne gre, dvojnega plačila pa ne moreš dobiti, ti lahko dobiš samo tisto majhno razliko v plači. Zdaj pa, kaj je tukaj zelo pomembno? Pomembno je, koliko časa delavec recimo opravlja tisto drugo delo. V enem od primerov sodnih iz leta 2022 je sodišče zelo prijazno reklo do delavca, prijazno, zato ker je povedalo, da ni treba ves čas opravljati teh delovnih nalog drugega delovnega mesta, ampak vsaj večino časa je treba to delati, da prejmeš lahko višjo plačo. In pa tukaj je zelo pomembno, seveda, kako to dokazovati. Ni samo zdaj, da delavec to zatrjuje, sodišče bo seveda presojalo ne samo zaslišanje delavca, ampak tudi vse ostale, zaslišanje ostalih prič, dokazna sredstva, listine, predpise in tako naprej. Tako da v vsakem sodnem postopku bo moral delavec imeti kar težko nalogo, saj bo on moral že v osnovi povedati in izkazati, da dejansko opravlja dela, ki jih navaja, ki niso v pogodbi o zaposlitvi. In tu imamo hitro problem, ker ostali delavci v praksi, se tako izhaja iz moje prakse, bodo redko kdaj stopili na stran delavca, sploh če so še zaposleni pri delodajalcu, in bodo ti dokazi bistveno težji. Tako da mogoče še ena od zanimivosti je pa ta, lahko bi se delavec spomnil, pa bi zahteval naj se naprej dodeli višja plača. Recimo, če bi sodišče ugotovilo, ta natakarca, ko sem jo prej omenila, ves čas opravlja še administrativno delo in zdaj bi ta natakarica postavila tožbeni zahtevek, naj mi tudi vnaprej to plačuje. No, do tega pa je sodišče zelo zadržano in pravi, da ne, kot prvo že po procesnih pravilih ni podlage v zakonu, da bi se določalo za naprej. Mora torej terjatev zapasti do konca glavne obravnave, ampak tudi sodišče zelo tako kmečko porazloži, tudi če je nekdo sedaj prejemal takšno plačo, pa še ne pomeni, da jo bo kasneje.
verjetno bo pametni delodajalec to že malo drugače uredil. Tako da zdaj, če bo kdo iskal sodno prakso poglobljeno na to temo, je ne bo našel, ker večinoma je praksa, to so zdaj zadnja 3 leta, ki sem vam jih omenila, zdaj tudi ni takih primerov strašnih v zvezi s tem, vse gre bolj na to diskriminacijo v plači, pa še pri tem bo delavec zelo težko bo diskriminacijo dokazal, ker tale zelo ozko sodišče to interpretira diskriminacijo. Ni tako enostavno, to so kar taki, bi rekla, hudičevi dokazi, procesno gledano, ni enostavno. Tako da vprašanje pa je, zakaj se o tem tako malo govori, zakaj delavci potem večinoma ne gredo naprej v sodne postopke. Tukaj pa potem verjetno tudi stvar tiste naše kulture ali pa postavljanje zase v svoje pravice. Vsak sodni postopek je v bistvu drag, če ne že z finančnega vidika, je pa drag z vidika emocionalnega. In mogoče je tukaj tisto, kar jaz opažam, da delavci rajši rečejo, pa ne bom zdaj za teh 50 evrov na mesec, ni vredno mojih živcev. Ampak na tak način pa ustvarjamo te vrzeli, ker če se nič ne zgodi, nihče ne poseže v to, vsaj ne v obliki sodne veje oblasti, potem pa žal ne moremo reči, lahko samo jamremo, in ne bomo dejansko ničesar spremenili. To je na kratko zdaj moje razmišljanje. Super, hvala lepa. Bom dala besedo Andreji, če bi se rada odzvala ali pa kaj povedala v zvezi s tem. Vem, da zdaj pregled sodne prakse ni tvoje področje, ampak vseeno samo vprašam, predno nadaljujemo. Moram pa še nekaj povedati. Nana je rekla, da vsak posameznik se mora tudi malo žrtvovati za sebe, pa tudi za druge, da pride do kakšnih sprememb. Tako je nekdo od tukaj prisotnih in se mu zahvaljujem, javil, da chat ne dela, klepetalnica ne dela, tako da ne morejo zastavljati vprašanja. Tako da, Nana, vprašanje, ki si ga prej zastavila, ni nujno, da je naletelo na negativno oziroma ignoranco, da tako rečem, ampak mogoče ni moglo biti odgovorjeno na to vprašanje. Tako da, če dela ta Q&A, jaz se vam upravičujem, se res na to ne spoznam, ampak če dela ta vprašanja in odgovori, seveda lahko postavite vprašanje ali pa kaj poveste tudi v ta del, da ne bo nesporazuma, da to Nana lahko piše, ampak mogoče tisti, ki nimajo pravic, ne morejo. Se pravi, ne bom zdaj, to samo povem, da lahko pišejo tudi na Q&A. Upam, da dela. Mogoče se kar vključite lahko na zvočnik. Ali pa vključite na zvočnik, bomo videli. Na predavanjih so zelo, niso vsi zelo pogubni. Če se ne bo dal, pa lahko postavim vprašanje. Samo tako, da povem, da vam dam tudi to možnost, seveda na izbiro, in se opravičujem, ker sem prej omenila samo ta chat, mislila sem vse možnosti, ki so tukaj dane, brez skrbi. Andreja, mogoče kakšen odziv na to, kar je rekla Nana? Ja, mogoče bi opozorila na eno stvar, ki sem jo zelo zaznala, je ta, da se v bistvu na splošno sploh ne pogovarjamo o plačah. In vsi smo prepričani, da približno vemo, koliko imajo drugi, ampak dejansko tudi ta sistem ni pregleden. Vemo, kje se začne, kje lahko recimo končaš, vse vmes je pa megleno. Mislim, da prav ta netransparentnost dejansko preprečuje, da bi ljudje sploh se zavedali, da so mogoče neenako obravnavani ali da bi bili upravičeni do višjega plačila za enako delo, oziroma da bi se odpravila ta neenaka obravnava. To sem zelo opazila, da je zelo prisotno. Vsi smo zelo prepričani, ampak ne pogovarjamo se pa nikoli ali pa zelo, zelo površno. Tako da sploh ne vemo, kje stojimo napram drugim. V večini poklicev je to zelo močno prisotno, bi jaz rekla. Potem verjetno vodi tudi v to, da spet smo pri preglednosti, ne veš točno, kaj se dogaja in si potem tiho, oziroma izhajaš iz takega, bi rekla, zornega kota, kot ga je povedala Nana, da se za nekaj 50 evrov ne boš preveč razburjal, mogoče so ti pomembne tudi neke druge stvari, ampak se pa to nekje zavede in potem tudi v raziskavah pokaže, in potem smo, kjer smo. Mogoče bi jaz nadaljevala
malce še s tem, kaj lahko naredimo. Se pravi, kako lahko to odpravimo, oziroma kako lahko to, zdaj bom rekla, izboljšamo. Odpravimo bi bilo zelo optimistično, se mi zdi, ne. Andreja, ti si prej kazala neke države, sicer mi, upam, ne, nismo med temi, ko bojo odpravljali čez 100, 300 in ne vem koliko let, ne, ampak dejansko je to nek velik zalogaj se tega lotiti, že to, pa potem ohranjati to oziroma poskušati to vrzel zmanjševati, ne da zdaj govorimo o popolni odpravi nekako v smislu tistega, kar smo videli tam pri Luksemburgu, ne, ki je bil na repu, pozitivnem repu lestvice, da tako rečem. Zdaj mogoče, da omenim, smo rekli, ta direktiva slavna o preglednosti plačil, ki je bila nekaj mesecev nazaj sprejeta in bomo o tej direktivi še govorili izven ali pa na drugem forumu, zaradi tega, ker dejansko smo zelo blizu tega roka, ki je šele začel veljati, v katerem so države članice obvezane, da jo prenesejo v svoj pravni red. Čeprav je treba omeniti, ne, da te roki, ki jih določajo direktive, so zato neka taka skrajni rok, do katerega se je treba to izvesti. Tukaj je dan ta 3-letni, kar pa seveda ne sme onemogočiti, ne, rečemo temu, zakonodajalca in izvršilno vejo oblasti, ki poskrbi največkrat za predloge zakonodajnih aktov, da bi ne prej sprejela kakšne ukrepe v tej smeri. Zdaj, če se vrnem, ko sem omenila na začetku Evropsko strategijo za enakost spolov Evropske komisije, je bilo tam zelo jasno napisan stavek, nekako tako je šel, da če bi ženske, oziroma če bi bile informacije o teh plačilih dostopne, potem bi lažje odpravili vrzeli in diskriminacijo. Veliko žensk pa ravno zaradi preglednosti, bom rekla zaradi nepreglednosti, pomanjkljive preglednosti, ne ve oziroma ne more dokazati, da je dejansko da so plačane premalo, ne. In to je bil ta, bi rekla, dodaten razlog, ki je botroval k sprejetju te direktive. Mogoče samo nekaj vidikov, ki bi jih jaz navedla, se mi zdi pomembno navesti, da vemo, kaj ta direktiva prinaša oziroma kaj je z tega vidika poskusa odprave plačnih vrzeli, ki so različne v državah članicah, dobrodošlo, da se naredi oziroma se mora narediti, mora storiti. Sigurno je ena pravica, ki jo velja omeniti, pravica do obveščenosti. Ne samo tiste obveščenosti, se mi zdi, da je to, upam, samo po sebi umevno, tudi v vseh zasebnih in javnih družbah, da tako rečem, oziroma ustanovah, da imajo delavci pravico, se pravi, da dobijo od svojega delodajalca neko informacijo o svoji osebni ravni plačila, ampak veliko pomembnejše, da morajo biti informirani, morajo biti obveščeni o povprečnih ravneh plačil, ki so razčlenjene po spolu za kategorije delavcev, ki opravljajo enako delo oziroma delo enake vrednosti. To je zdaj ta preglednost, ne, ki smo jo omenjali. To je ena pravica, ki bi rekla, gre nam, gre delavcem. Potem imamo pa na drugi strani seveda obveznost delodajalcev in tukaj je direktiva, bom rekla, nekako tako kot tista direktiva o uravnoteženosti spolov v organih, družbah, v organih upravljanja družb, se omejila na nekatere družbe, ne. Obveznost tega, bi jaz rekla, dajanja informacij o organizaciji konkretni, glede plačne vrzeli na podlagi spola, glede plačne vrzeli samodelavcev, ki delajo v dopolnilnih ali spremenljivih delih, skratka, cel kup teh alinej je, ki jih mora zajesti organizacija v tej svoji informaciji, je kot obveznost naložena samo podjetjem, ki imajo več kot 100 delavcev, če tako lahko rečem, ne. Podjetja, ki imajo več kot 250 delavcev, morajo to informacijo nuditi najprej leta 2027, ker to sovpada pač z rokom prenosa, ki je leta 2026, potem pa vsako leto. Podjetja, ki imajo manj kot 250 delavcev, imajo to obveznost poročati na letni ravni, ampak obveznosti za podjetja, ki imajo manj kot 100 delavcev, pa ni.
samo neka, bi jaz rekla, taka ni obveznost rezultata, ne, da tako rečem, ampak je neka spodbuda, da naj ta podjetja, ki imajo manj kot 100 zaposlenih, poskušajo prostovoljno lahko zagotavljati te informacije, seveda to ni nepotrebno. Je pa, to, kar pa izhaja že iz direktive kot pravnega akta kot takega, seveda možnost, da države članice, in tukaj mislim, da bi se lahko tudi Slovenija na nek način malce izkazala, da države članice se same odločijo, da bodo v okviru svoje zakonodaje zahtevale tudi od teh delodajalcev, da zagotovijo informacije o plačilu. Se pravi, da imamo, da je pokrito pravzaprav vsi možni delodajalci, ne, v tem kontekstu. In zdaj, ko rečemo vedno te pravice, obveznosti, kakšne so pa kazni, ne, tudi to je treba povedati, se mi zdi ta prva mogoče vidik direktive, ki jo naslavlja, pomemben, da že kadar iz tega poročanja, ki ga opravijo podjetja, je razvidno, da je v organizaciji recimo najmanj 5-odstotna, najmanj 5-odstotna razlika med povprečnim plačilom žensk in moških, v katerikoli kategoriji delavcev, ki opravljajo enako delo enake vrednosti. In ta razlika ne more biti utemeljena, ker vedno mora imeti delodajalec tudi možnost, da jo utemelji. Ne more biti utemeljena z nekimi objektivnimi, spolno nevtralnimi dejavniki, potem se začne nek postopek. In to se mi zdi ključno. Ker na ta način lahko tiste, ki mogoče tega ne uveljavljajo oziroma, bom rekla, v svoji organizaciji ne poskrbijo za to preglednost plačil na ustrezni ravni in torej poskušajo zmanjšati plačne vrzeli, potem pride v to fazo, ko se začne postopek, možno seveda je tudi, da imajo delavci, ki so utrpeli škodo, to je že Nana omenjala, seveda pravico, da zahtevajo polno odškodnino, da zahtevajo povračilo. Mogoče bi še povedala, sem že prej povedala, dokazno breme, ne, omenila ga je tudi Nana. To se mi zdi, da je tudi nek pokazatelj, na kom bo dokazno breme v takem primeru. In direktiva pravi, da bo zadoščalo, da delavci predložijo neka dejstva, na podlagi katerih se lahko domneva, da je prišlo do diskriminacije. In ko to naredijo, potem je delodajalec tisti, ki mora dokazati, da ni kršil pravila o enakem plačilu in preglednosti plačil. Skratka, da ima neko dokazno breme na njegovi strani. To je mogoče samo nekaj vidikov, kot rečeno, bomo v tej direktivi sigurno še govorili. Bi pa prosila zdaj Nano in Andrejo, mogoče začnem najprej z Nano, pa potem končamo z Andrejo, kaj bi lahko rekle, bodisi najbolje, ne, bi bilo na sistemski ravni, kaj narediti, kaj spremeniti, kaj izboljšati, da bi lahko to plačno vrzel, zdaj jaz po naravi nisem pretirana optimistka, tako da bom rekla, realno zmanjšali, ne pa, da bi se zviševala ali ostala na mestu, ker to bi verjetno pomenilo, da nismo naredili nič oziroma nič kakovostnega, ne. Ja, mogoče bi jaz najprej odgovorila na Q&A, sem ga začela tipkati, to mi pa ven vrglo, ne vem zakaj. Vidim, da je bilo en Q&A bil podan tukaj, ne, torej vprašanje glede sodnega iskanja pravice in točno to, kar je dr. Vatovec izpostavila, to bolj dokazno breme, mogoče je fajn, da se to pojasni. To zdaj ne pomeni, da je delavec zelo lahko pri tem pasiven. Delavec bo moral takoj, ko bo delodajalec začel dokazovati tisto svoje, se bo vrnila žogica nazaj k delavcu. To ne pomeni zdaj, da bo delavec kaj manj razbremenjen. Tako da, mogoče se to malo tako sliši, kot da je zdaj to bistveno boljše za delavca, ampak ni. Konec koncev, on vseeno mora dokazati svoje trditve, ki jih ima. Sodišče bo torej še vedno presojalo oboje. In zato, ko ste vi vprašali glede teh poravnav, mislim, zakaj delavci sklepajo te poravnave po mojih ocenah, pa po mojih izkušnjah, večinoma zato, ker dobijo plačilo v roku 15 do 30 dni, ne rabijo biti v samem sodnem postopku in konec koncev niti ne vemo, kaj se bo zgodilo v sodnem postopku. Vi ne boste morali vplivati ali pa vse vedeti na to, kaj bo neka priča povedala čez pol leta ali pa eno leto. Povedala se tako, kot se je zgodilo. Ljudje stvari pozabljamo ali pa nočemo več pričati. In tako se lahko zgodi, da sam sodni postopek, tudi če imate vso pravico, ki jo imate po zakonu, lahko pripelje do tega, da boste na koncu izgubili. Torej, čisto na kratko,
to bi bil moj komentar na ta Q&A, ki je bil že skoraj dejansko napisan. Zdaj pa, kar se pa tiče tvojega vprašanja, Katarina, ne, zdaj, jaz mislim, da tukaj gre za sistemsko vprašanje, splošno diskriminacije, ne samo za vprašanje, torej gre za enako obravnavanje, splošno, dokaj širše področje, ne samo na podlagi spola. Mogoče bi bilo smiselno tudi pogledati situacije, ki smo jih že na začetku izpostavili in jih upoštevati. Recimo ženske, ki delajo part-time, ker so doma zaradi otrok, ker delajo manj nadurnega dela in tako naprej. Vse te stvari bi mogoče bilo morebiti smiselno v kakšni drugi obliki upoštevati. Ker če pogledamo pa recimo zdaj ločitveni postopek, bom naredila eno primerjavo, povezavo z njim, ko se recimo dve osebi ločujeta in ima gospod recimo bistveno višjo plačo, ženska žena je pa recimo več skrbela za otroke, bo pa sodišče družinsko reklo, to je pa kar enakovredno. Zdaj, če ne gre za blazno velike razlike v plačah. Tam se pa upošteva, da je recimo žena mati skrbela za družino in sodišče to pretvori v neko finančno obliko. Tako da mogoče pa ni vse samo tisto plačilo za delo v smislu finančne satisfakcije, ampak je še kaj druga. In tudi konec koncev Zakon o delovnih razmerjih v 126. členu določa plačilo za delo, en del je plača v denarni obliki, en del je pa v drugih vrstah plačil možen, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Mogoče bi lahko bila ta razprava bolj družbena, kot pa pravna, zdaj v tem kontekstu, kako kaj rešiti, ker kaj pravno mogoče narediti to, kar sem že prej na kratko omenila, da natančno specificirati pravila, kdaj kakšna plača, za kakšno delo, in pa delodajalcem bi jaz definitivno svetovala, nehajte pisati v pogodbe o zaposlitvi druga dela po navodilih in nadzoru delodajalca, ker je to brez veze in ker nima neke dodane vrednosti, ko pride do spora. Dajmo čim bolj natančno specificirati in določiti, kaj sodi v osnovno plačo. Ker osnovna plača je plača za pričakovane rezultate dela. Potem imamo pa še mi plačo za ostale stvari, in tukaj pridemo do pravnih terminologije, lahko se ekonomsko z mano ne strinjate, ampak pravno zakon določa, kaj je, zakaj se kaj daje. Tako da po moji oceni so tukaj pač kriteriji tisti, ki so bistveni, ki se točno ve, zakaj je tako. Najlepša hvala. Andreja, evo, ima zadnjo, čisto na koncu moram jaz nekaj reči, ampak Andreja ima pred zadnjo besedo, prosim. Jaz bi rekla, da pač te same razlike v plačilu med spoloma so res posledica teh kompleksnih, medsebojno povezanih dejavnikov, in da je treba k odpravljanju teh vrzeli pristopiti pač res celovito. Rada bi tudi opozorila, da mogoče še ne tako dolgo nazaj je bilo čisto normalno, da so različno plačilo za isto delo in tudi kolektivne pogodbe so določile različne lestvice. To je bilo še preden je ILO pač uvedel sprejel svojo. V glavnem, treba je pristopiti celovito, treba je res pristopiti k odpravljanju neposredne, posredne diskriminacije, k odpravljanju segregacije. Treba je pregledati, ali je res v bistvu to podcenjevanje dela žensk, neenakost pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti, to se pravi, da se vključi tudi moške, da bodo, čeprav slovenski moški so res že dobro vključeni, in seveda to tajnost plač. Sama sem prepričana, da dejansko, če opravljam z sodelavcem enako delo, na istem delovnem mestu, imam pravico do enakega plačila, in to je splošno, mislim, sprejeto dejstvo. Samo zato, ker imam pač drugačen spol oziroma nisem dovolj mlada oziroma stara ali pa imam drugo politično prepričanje, na osnovi tega me nihče ne sme diskriminirati. Zdaj, kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja, tudi javnega sektorja, seveda določajo različno definicijo osnovnih plač imajo, Tako da tukaj ne bi diskutirala o tej razpravi, ne bi več šla na te razprave. Strinjam pa se, ker v naš pravni sistem ne določa niti komparatorja, niti kaj je enakovredno delo, Tudi to, kaj je zdaj plačilo, v bistvu prav zaradi tega lahko prihaja do diskriminacije na delovnem mestu, med ljudmi, ki opravljajo enako delo. Jaz mislim, da najbolj pozitivni pristop in pač za Slovenijo res bi lahko prinesla
uvedba po vzoru drugih držav, ki že upravljajo ta redna preglede transparentnosti plačil na ravni podjetij. Veliko držav ima res dobre prakse, Francija, Belgija, Islandija in druge. Ker jaz mislim, da samo na podlagi tega, da se bo dejansko videlo na podlagi analiz in podatkov, kje prihajajo razlike, zakaj prihajajo razlike, bodo lahko podjetja in delodajalci dejansko pristopili k odpravljanju. Verjamem tudi, da je velikokrat v bistvu to, da se razlike nastajajo morda zaradi podzavestnih, niti ne načrtnih nekih namenoma, se to ne verjamem, da se velikokrat dogaja. Verjamem tudi, da velikokrat se odločajo pač podzavestno, če je nekdo pol leta odsoten zaradi tega, ker je pač mora skrbeti za otroka. Verjamem, da mu je težje dati odlično oceno, ne glede na to, da je morda res dobra delavka, odlična delavka. Tako da tukaj je ogromno takih subtilnih dejavnikov, ki vplivajo na to, zakaj prihaja do razlik na samem delovnem mestu. Mislim pa, da v bistvu ključno za nas sploh je pa to, da bi sploh prepoznali to kot politično pomembno temo, da bi se začeli o tem pogovarjati, da bi začeli gledati, kje smo, kaj povzroča razlike in bi začeli jih aktivno odpravljati. Ker se mi zdi, da to ozaveščanje v prvi fazi je zelo pomembno za nas. Hvala. Najlepša hvala. Ja, mogoče samo še ta dodatek, ravno zaradi tega, kar si zdaj rekla, direktiva tudi vzpostavlja oziroma zahteva, da države članice vzpostavljajo neke analitične orodja in metodologijo, ki bo omogočila to, da ugotovimo, katera so enaka dela oziroma dela enake vrednosti in da se odpravijo, kot rečeno, te nepreglednosti, ki danes veljajo. Jaz se lepo zahvaljujem obema sogovornicama, mislim, da smo imele zanimivo in poučno razpravo. Končala bom pa mogoče tudi, bom rekla, ne pravno, ne ekonomsko, ampak tako splošno družbeno. Pa mislim, da je bila tu že ugotovitev na tem prejšnjem forumu, o katerem sem govorila, da je zelo pomembno, da se delajo spremembe v družbi na nek način v sozvočju z družbo kot celoto. Ker tako se lahko ponotranijo in potem nekih težav ni. Če pa so pa to tiste težave, ki bodo verjetno vedno obstajale, se jim morajo, ampak imamo tudi načine, kako jih rešiti po mirni poti, sodni poti in tako naprej. Tako da to se mi zdi pomembno. Kot rečeno, s to razpravo še nismo zaključili, jo bomo še nadaljevali, sigurno v okviru mojih evropskih akademskih forumov, tako da se zahvaljujem najprej vama, potem pa tudi vsem, ki ste bili z nami do konca in tistim, ki ste mogoče malce prej odšli, ker ste nas poslušali in upam, da je bil predvsem vam, se je bil vam namenjen forum dosti zanimiv in poučen, kar je bil njegov namen. Tako da najlepša hvala vsem in glejte si, tako lahko rečem, vabljeni toplo še k ostalim akademskim forumom, ki sledijo. Nasvidenje.